Dragi gledalci in gledalke, kar težko sem že čakal današnji dan. Vesel sem, da je spet nedelja, dan molitve, praznovanja veselja, druženja in počitka. Katoliški kristjani danes praznujemo praznik Svete Trojice. Ker ni ravno Božič ali Velika noč, gre ta praznik kar mimo nas. Delamo mu krivico, saj je ravno tako pomemben. Praznik nas vabi, da izpovemo vero v trojedinega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha. Vera, da obstaja Bog v treh osebah. S to versko resnico so si mnogi že belili glavo, kako bi jo razložili, pa človeški ne seže daleč. Lahko samo beremo o tem v Svetem pismu, v izročilu Cerkve in sami odkrivamo v svojem lastnem duhovnem življenju. Bog, ki je vedno bil, je in bo. Ni bil nikoli rojen in ne bo nikoli nehal obstajati. Bog Oče, ki ga je Jezus tako imenoval, je poln ljubezni. Ker pa ljubezen nikoli ni rada sama, je ustvaril vesolje, svet, rastlinstvo, živalstvo in človeka, v katerega je vdihnil svojega duha. Smo duhovna bitja z vso svobodo. Nismo enaki Bogu, smo njegova stvaritev. Bog, ki ga nikoli nihče ni videl, se počasi odkriva ljudem skozi zgodovino. Odkriva pa se iskrenim, čistega in ponižnega srca, ki so pripravljeni sprejeti njegovo besedo, njegovo navzočnost. Daje pa nam obilo, daje življenje. V Stari zavezi iz Svetega pisma beremo, kako se je odkrival očakom, prerokom, sodnikom in kraljem kot pravičen Bog, ki dobroto poplača in zla dejanja kaznuje. Ljudje se potemtakem po 10 božjih zapovedih sami obsodimo, saj ne živimo po Božje. Ko priznavamo in častimo Boga, ko spoštujemo starše in starejše, ko spoštujemo življenje od spočetja do naravne smrti, ko udejanjamo svojo spolnost urejeno v spoštovanju osebe, s katero živimo, ko spoštujemo lastnino bližnjega, pošteno služimo denar, se borimo za resnico, živimo Božje življenje. Vse, kar je v tem razdiralnega, zagotovo ni Božje. Za Jezusa rečemo, da je Bog in človek, da je druga Božja oseba, Bog, ki se je učlovečil, Bog, ki se je ponižal in postal človek. Vzel je našo človeško naravo, da bi nam pokazal, da ima nas ljudi rad in noče, da bi se kdorkoli večno pogubil, ampak živel. Daritev na križu je največji pokazatelj njegove naklonjenosti človeku. Če dobro razmislimo, ljubezen ne more iz svoje kože. Ker ljubi, bo naredil vse za osebo, ki jo ljubi. Za človeka, za mene in tebe. Dal je največ, kar je imel, samega sebe. Sveti Duh, tretja Božja oseba, se najbolj pokaže preko darov izvoljenim, izbranim za službo kralja, duhovnika, preroka, apostolom ob binkoštih za službo oznanjevanja, vodenja, posvečevanja, dobrodelnosti, novokrščencem, birmancem, duhovnikom, pa za služenje v današnjem svetu. Sveti Duh daje darov za duhovno, cerkveno, župnijsko življenje, za animiranje, molitev, petje, poučevanje, zbiranje, ustvarjanje vzdušja. Daje nam darov, da pripomoremo k življenju v skupnosti. Po zgledu Jezusa z darovanjem samega sebe, svojih sposobnosti, svojih materialnih sredstev. Daje nam darov za zakonsko, družinsko, župnijsko življenje, za življenje lokalne skupnosti
in tudi za širše delovanje. Daje nam darov, da delamo tisto, kar je potrebno za graditev občestva. Seveda Svetega Duha ne moremo tako ozko gledati. Je veliko več in sega preko okvira cerkve in je navzoč povsod. 3 božje osebe, ene božje narave, so tako povezane in v takem čistem dialogu, da želijo, da tako funkcioniramo tudi mi. Ukolikor se bomo trudili graditi odnose, bomo podobni Bogu. Bomo v Bogu in bo Božji Sveti Duh v nas in med nami. Praznik Svete Trojice je praznik Boga in praznik vse naše skupnosti. Zato vam želim lepo nedeljo.